Konfuzija, Matjaž, zdravo. Živijo, Boštjan, pozdravljeni. 4-članska zasedba, glede na ime pa bi dejal, da ste zmedeni. To je ena od razlag, ja. V bistvu pa gre za igro z besedami, ne. Če lahko prebereš to kot konfuzija, to lahko opisuje tudi zlivanje, ne. Spajanje in to dejansko bolj opisuje naš bend. Mi smo 4 čisto različni posamezniki z različnimi stili, z različno preteklostjo, ampak smo združeni v ta bend, ne. V tem smislu bolj razumemo to ime, kot da smo zmedeni. Pomeni, zmedeni. To je načrtno, je igra besed. Pomeni, da prepletate žanre. Tako, ja. Prepletamo žanre, različne stile in to načrtno, kar se pač še iščemo. Zasedba, če vas še nakratko predstaviš? Seveda, Janja Gomboc, prihaja iz Prekmurja, iz Sobote, naša pevka. Na kitari imamo Zvoneta Zupana, prej je delal v nekem rock bandu, ki je tudi bil kar uspešen, posnel en CD celo, imel nekaj videospotov celo na nacionalki. Za bobni je pa trenutno Dare Hriberšek, naš sveži član, ki je bil pa eden od ustanovnih prvih članov Velenjskih Destroj. Moje ime je pa Matjaž Strasistenič, jaz sem pa iz te generacije, ki je še nekje doživela punk, pa ta pozna 80-ta, tako da jaz pa igram bas. Spoznali smo že skladbo Mama, sedaj pa ste postregli z Leno Mačko. Ja, z Leno Mačko. Lena Mačka je malo bolj, ko bi rekel, lažja, iskriva pesnica, ne tako težka kot Mama po vsebini. Mogoče ima z Mamo nekaj skupnega in sicer, da želi pač spregovoriti eni temi, dosti resni temi, ne tako resni kot je v Mami, ampak vseeno o eni temi, kjer se ženemo, pehamo skozi vsak dan, ne, in ne najdemo nekega trenutka zase in skrbi zase, kar je najbolj pomembno. O tem govori v bistvu ta Lena Mačka. Če jo poslušate do konca, boste v bistvu slišali najbolj pomemben vers, saj zame v pesmi, in to je ta sama sebi dragocena, zakon je biti mačka Lena. To je poanta skladbe. Jaz bi pa izpostavil vers, ker visi ti dol cela scena. Dol visi mi cela scena, ja. Okej. Ja, to je en element upora, ne. To je v bistvu en glas, ne, dajmo nekaj narediti zase, ne. V današnji hektični družbi je res treba poskrbeti zase. Točno tako. 2 skladbi imate sedaj, Matjaž, kako razmišljate naprej? Posnete imamo že 4, v kratkem bomo, mislim, enkrat po novem letu bomo izdali 3, ki je povsem drugačna od teh 2. Ne bi preveč izdajal, o čem bo šla, gre pa za neko priredbo ene znane ljudske pesmi. Tako da pričakujte to v kratkem. Potem pa kot nov band na sceni, za nas je v bistvu ključen problem, kako priti do nastopov. Imeli smo nekaj precej zoprnih menjav, za bobni smo zamenjali 4 bobnarje, zdaj je z nami Dare, tako da vsakeč, ko zamenjaš člana, gre se znova, ne, tako da zdaj se trudimo najti neka prizorišča za nastope, tako s tem bi začeli nekje po novem letu. Po pač manjših klubih po Sloveniji. Iščemo še, nimamo še nič konkretnega. Bomo pa sedaj zaslišali tudi vašo ta aktualno skladbo. Zato, Matjaž, bo mačka Lena? Ja, Lena Mačka, to je super. Jaz sem že na kavču, tako da ne vem, kako imate vi v studiu, ampak... Kavča nimamo. Kavčev nimate. No, tako da ne smemo biti Lene. Dobro, velja tudi to prav. Morala bi hteti cuno, morala bi juho gret, morala bi spucat skret, morala bi iti v službo, morala bi biti za družbo, morala bi iti frizerki, manikerki, pedikerki. Dol visi mi cela scena, hočem biti le mačka Lena. Dol visi mi cela scena, hočem biti le mačka Lena. Jaz nočem biti garačka in tu drugih ne gonjačka. Hočem biti sam Lena Mačka, hočem biti sam pastopačka. Sam na kavču bom ležala in debelo knjigo brala. Čips bom jedla, kavo pila, rdečo deko se zavila. Dol visi mi cela scena, hočem biti le mačka Lena. Dol